Devetošolci večinoma še ne vedo, kakšna bo njihova poklicna pot. Tudi zato jih večina, okoli 60%, po končani osnovni šoli izbere gimnazijo in tako preloži poklicno odločitev za nekaj let. Bom gledal predvsem, kaj pač me bo interesiralo in kje pač bom lahko potem tudi dobil službo na koncu koncev, ne? Pa da bo tudi mogoče tudi plača primerna. Definitivno to, da ga upravljam z veseljem in pa da si potem lahko s tem pač uspešen v svetu. Tu pa so seveda še želje staršev. Ja, želela bi si, da bi bil takšen poklic, v katerem bi bila zadovoljna in da bi imela dobro službo. To si vsi starši pač želimo za svoje otroke. Dobro službo oziroma vsaj kakšno službo. In zanjo ni nujna vedno čim višja izobrazba. Na območju Maribora je trenutno veliko brezposelnih diplomiranih ekonomistov in pravnikov, medtem ko je največ prostih delovnih mest zahtevano 5. stopnjo izobrazbe. Za poklicno kariero je najbolj pomembno, da te nekaj zelo veseli, da si potem tudi uspešen v tem delu in da lahko čim prej začneš služiti, dobro živeti. Ni nujno, da si diplomant. Sploh ne. Andrej je svoj poklic izbral s srcem, veseli ga strežba in delo z ljudmi. O tem, kako visoko bo segla njegova formalna izobrazba, pa ne razmišlja in verjame, da ta za uspeh ni pomembna. Če si zainteresiran, če imaš voljo, se da tako daleč priti, da imaš tudi dobro plačilo. In če imaš dobro plačilo, to pomeni, da bo svoje delo opravljal še z večjim veseljem. V gostinstvu službe ne bo težko najti. Prav tako ne, kot so izvedeli osnovnošolci na tržnici poklicev v kovinarstvu in v tehniki. Veliko povpraševanje pa je vedno tudi po šoferjih v mednarodnem prostoru.